Ja, lep pozdrav vsem še v mojem imenu. Moja naloga je, da skupaj s kolegico Nino poveva kaj nekaj o temle našem povezovanju. To, da se knjižnice povezujemo, to je itak na različnih nivojih lahko. Ta naša naveza med mariborsko in ljubljansko knjižnico je imela nek svoj historiat. Tole je bilo prišla neka iznenadna ideja, to je iz predstavitve, ki so jo imela s kolegico Sabino Fras-Popovič leta 2016 v Mariboru na ZBDS-ju, kjer so tudi predstavljala tole našo pripetijo povezovanja. Ideja je zelo iznenadna, zaradi tega, ker je rodila se je v strokovnem svetu Mestne knjižnice Ljubljana, kjer sta takrat sodelovali Sabina in Simona Reksman. In nekako je prišel do ideje, zakaj bi takrat ni bilo še nekih Erasmusov v taki meri, kot so danes, in je bilo potem vprašanje, a hoditi na drug konc Evrope za ne vem kakšne darje, v ne vem kakšni režiji, ki je bila malo drugačna, kot je danes. In sta potem, ko smo se pogovarjali v nadaljevanju, je bila potem ideja lažje jeti, ne vem, iz Ljubljane v Maribor ali pa iz Maribora v Ljubljano ali pa iz Ljubljane v Koper in obratno, kot jeti na drug konc Evrope, kar je sicer čisto lušno. Zdaj, ko imamo Erasmus v drugačni obliki, se lahko gre meditirati tako rekoč za Erasmusove denarje na Islandijo ali kaj podobnega. Vprašanje pa je, če dobimo res neko strokovno izmenjavo, tistega, kar je nam blizu, pa tisto, kar mi pravzaprav rabimo za začetek. Se pravi, to je vse tisto, kjer smo si tlele pri sosedih veliko bolj podobni kot z nekimi drugimi knjižnicami, kjer je sicer čisto fino videti njihove prakse in tako naprej posebno pastine cedijo, ki nam povejo, koliko denarja oni dobijo, to vidimo, koga mi. Tako da tlele niso stvari vedno tako primerljive. Zdaj, s to idejo smo bili celo majček proaktivni, lahko rečem. Zato, ker cela zgodba se je začela rojevati leta 2013. 2014 je bila pa prva izmenjava že, ko sta prišla kolega Niko in Semir iz Mariborske knjižnice v Mestno knjižnico Ljubljana. Tako da tole je en izrez iz strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice, ko so po 2018 naprej, zato proaktivno, niso pa 2013 skupaj s kolegi iz Maribora se začeli to zgodbo jati. Zdaj, izobraževanje. Mestna knjižnica Ljubljana je takrat v tistem času se trudila nekako za strokovno izpopolnjevanje svojih kadrov in strokovno izpopolnjevanje kadrov neke knjižnice ni vezano samo to, da ljudje hodijo na neka izobraževanja, ampak je fino, tukaj je bila ta glavna ideja, da se izmenja, kar je sama beseda že v naslovu te strokovne izmenjave pove, da se izmenja vse tisto, kar knjižnice počnejo, na kakšen način počnejo in da se v bistvu diskutira o celi stvari. Ni tisto, da bi nekdo prišel, poslušal, ex katedra bi mu predstavili vas znanje, vso modrost, ki jo knjižnica premore, in potem bi on šel domov in bi bil tudi on razsvetljen in tako naprej, daleč od tega. Gre za tisto nenehno izmenjavo, kjer že v fazi priprave, ko dobiš zahtevo, kaj vse kolegi, recimo jaz, kot tisti, ki sem kolovodja v mestni knjižnici za to stvar, ko vidim vaše zahteve, to pa to rabimo, to pa to nam dajte povedati. Moje tisto uhodira, to mi delamo. Dajmo te prvo moraš sebe pogledati,
kje si. Ne? In to je ena od stvari, ki je zelo pomembna in je zelo dobrodošla, da te prvo sebe v špegu pogledaš. Ok, lej, kako me vidijo, ne? To gajstnim, da bom vse to znal. Ne? In potem, ko začneš gledati, potem vidiš, da res znaš. Ne? To je ena od dobrobiti, da imaš eno tako pozitivno samorefleksijo, lahko rečemo, tistega, kar pravzaprav počneš, pa nimaš nikjer napisati. Ne? In to je tudi odlična varianta, da te stvari potem knjižnica sama pri sebi strukturira in na ta način potem lažje podaja zadeve. Ne? Zdaj, ja, tukaj so že nekaj povedal, ne? Kaj je pravzaprav namen? Ne? Namen je bil spoznavanje neke strukture, ne? Se pravi druge knjižnice v našem primeru. Kako funkcionira, v kakšnem okolju funkcionira, zakaj bi jih tako? Ne? Zakaj niso nekih drugih poti recimo obrali pri svojem delovanju, kaj so tisti motivi, ne? Kakšno je njihovo zunanje okolje, kaj je, vse te stvari potem se predstavijo in vseh teh stvarih se potem pogovarjamo. Ne? Zdaj, kot cilj je spoznati, kakšna je knjižnica gostiteljica, kakšen je njen ustroj, to je tako, kot sem že na začetku omenil. Ne? Kakšna je manira delovanja, ne? Zakaj prav na tak način in ne na nekega drugega, kaj je recimo naš bližnji. Se pravi, nek praktikum, ki ga potem kolegi, se pravi tisti, ki pridajo v knjižnico in tisti, ki iz knjižnice z nekom se pogovarjajo, ki potem prediskutirajo. Ne? In tukaj v bistvu obe knjižnice vidimo, kje so pravzaprav naše stične točke, kaj je vse tisto, kjer lahko sodelujemo, kaj bi se da na nek drugačen način izvesti, kakšne so neke ideje, ki bi lahko imeli neko skupno prihodnost in podobno. Vse te zadeve nekako lahko privedejo tudi do enega poglobljenega sodelovanja v smislu nekih skupnih projektov in podobnega. Na ta način so knjižnice, smo nekako dejansko prek povezovanja močnejši. Ena stvar seveda so različna združenja, pa tako naprej, od združenja splošnih knjižnic, pa ZVDS-ja, pa področnih združenj, ampak tudi to vrstno sodelovanje je nekako se izkazalo, da je dejansko zelo pomembno. In tam sem napisal protokol izvedbe izmenjave. Kdo so udeleženci? To so stari mački knjižničarstva, tisti, ki imajo kilometrino, ki niso včeraj v knjižnico prišli, pa bi jih nekdo poslal, ne vem, v Maribor ali pa veš v Ljubljano, pogledati, kaj oni nekaj počnejo. Ampak gre za ljudi, ki so podkovani v svojem delu. In tisti lahko potem zelo na isti ravni komunicirajo, se pogovarjajo s kolegi v drugi knjižnici, ki počne nekaj podobnega in na ta način oba oplemenita tisto svoje delo, ki ga počneta. Ko vidite, kaj sebe po eni strani vidite v ogledalu, po drugi strani pa lahko ene stvari implementirata, ki so bile recimo v drugem planu do takrat. Jasno, poizvedba po željah, potrebah, kaj nekdo potrebuje. Jaz zmeram signalam, dajte povedati, kaj počnete, da jaz kolegom v Mariboru to posredujem. Kdo ste? Ljubljanska knjižnica ima itak 220 ljudi, vsak za vsakega ne vemo, kdo je, pa kje je. In je včasih res tudi ta težava, tako da stare mačke jaz poznam, ker sem starejšega datuma izdelave. In je treba povedati, da ovi kolegi vedeli, s kom imajo opravka. A je to nekdo, ki neki vod neko
nek projekt, ima neke konkretne zadolžitve, v katerih želi tudi od kolegov nekaj poizvedeti oziroma jih primerjati, podebatirati z njimi o neki stvari. Zato, ker edino na ta način lahko potem tiskaj koordinator zbere ustrezne sogovornike. Ker pozna, jaz točno, recimo, ko vidim zahtevek, ki mi kolegi iz Maribora pošljajo, točno vidim zadnji ljudi, aha, to bo ta pa ta. Imamo nekoga, ki je odgovoren, imamo nekoga, ki je izvajalec potem. So neki ključni izvajalci. Seveda, program, ki ga pripravimo, hočemo, da je čim bolj pisan na kožo udeležencev. In to mislim, da se je v teh letih, od 2014 do zdaj, da se je dobro pokazalo. Ja, bi si kar potrditi, da smo vsi bili tako, smo rekli, aha, ok, to je pa res uspel nam je, dobro smo naredili. Zdaj, naslednja stvar je pa seveda evalvacija. Ko jaz navadno kolege, ja, to imam mečeče na tem slajdu, ko kolegi pridejo, oziroma ko preden grejo iz Ljubljane, jih zmeraj poprašam, kaj je bilo fino, kaj ni bilo fino, kaj so pogrešali, skratka naredimo eno tako kratko SWOT analizo. S tem, in jasno, seveda, celo zgodbo, ki so jo v 3 dneh, oziroma ta izmenjava je navadno od 2 do tudi 5 dni traja, udeležijo se pa naenkrat 1, 2, 3 ali celo 4 knjižničarji. 4 smo zdaj ugotovili pri nas, da je malo velik, ampak bomo spravili skozi, zato ker gre za take vsebine, ki v določenih primerih lahko grejo, jih lahko organiziramo. Skratka, ja, zmeraj se naredi evalvacijo. In ta evalvacija želimo, da je nekako usmerjena tudi na to primerjavo, kaj sami počnemo, kaj bi lahko drugače počeli, na kakšen način želimo to početi. In ne gre za kopiranje neke ideje, ampak gre za prilagajanje, kako lahko neko stvar prilagodimo na nek ambient, ki je meček drugačen, recimo. To je ena ideja, ki se jo želimo nekako pelati naprej. Zdaj, potem je pa še ena stvar, kolegi v Mariboru imate vašega informatorja, kamor potem tudi so naši udeleženci, ki so bili pri njih napisali potem en sestavek in so povedali, kako so se imeli, kako je bilo, kaj so videli, kako vidijo celotno izmenjavo. Tako da to je, na koncu želimo, da je ena taka win-win situacija, da smo vsi nekako pozitivno presenečenje nad tem, kaj se počne, kako se počne in ob sogovorniki, ki so dejansko kompetentni in nam lahko ene stvari, se lahko z njimi kompetentno pogovarjamo, to je ena taka fin način, kako dejansko spodbujati neke nove ideje tudi za nadaljevanje. Drugače, ko priješ potem, ne vem, kot udeleženc, ki si bil, ne vem, recimo v Mariboru, pa se potem srečaš s kolegi na nekem kongresu za BDS. Čisto drugačen ta občutek, kot ne hodiš mimo njih kot mimo nekih knjižničarjev, ki jih nikoli nisi srečal, jih ne poznaš, ampak so ti dejansko kolegi. In to so tvoji strokovni kolegi, ki točno vejo, kakšne zagate imaš, kaj te zanima, na kakšen način želiš zadeve pelati. In tukaj, zato je ta izmenjava
tako na strokovni ravni, kot sporedno tudi na neki osebni ravni lahko zelo dobrodošla. S tem bi zaključil pa s tole slikco, ki spotoma ni proizvod umetne inteligence, ampak je še stvar Photoshopa. Skratka, Ljubljana in Maribor sta na nek način kot dve največji knjižnici v Sloveniji smo povezani in nam je fino, nismo v statku, kakor sva takrat s kolegico Sabino rekla, takrat je bilo naslov sestavka je bil Zajola, tam ben Bog ni vedel, kva to je. Skratka, zelena farba pa vijolična farba, zelo preprosto. Ampak se srečujemo na drugačen način, na nek tak kvaliteten način, ne kot Dragonsi pa viole, recimo. Tako da tle mislim, da smo zelo primer dobre prakse, si upam trditi. Toliko z moje strani, hvala. Kolegica Nina, beseda je vaša. Ja, pozdravljeni z moje strani. Torej, danes bi pravzaprav to predstavitev morala imeti kolegica Barbara Kovač, ampak ker je to današnji dan, je njen zadnji dan, preden se upokoji, jutri že začne dopust, smo seveda jo opravičili in se reorganizirali. Tako da bo ta predstavitev moja bo slikovna. In sicer je kolega Robert Kereži pripravil en filmček, ki bo po moje najbolj nazorno in pomenljivo pokazal, kaj je ta izmenjava pomenila za kolege, ki so gostovali v MKL, kakšni so bili njihovi vtisi in kaj so s tem pridobili, pa predlagam, da najprej to pogledamo. Torej, strokovna izmenjava mariborske knjižnice z mestno knjižnico Ljubljana je za mene pomenila eno zelo dragoceno izkušnjo, ker se mi zdi, da ni šlo samo za to golo strokovno izmenjavo, formalnost in tak dalje, ampak so se tu spletli tudi neke močnejše in pristnejše stanovske, oziroma vezi med stanovskimi kolegi iz področja bibliotekarstva. To je šlo v bistvu za eno tako, jaz bi temu rekla, proaktivni primer dobre prakse za aktivno udeležbo, kjer nismo samo mi spraševali, ampak so spraševali tudi oni. Izmenjave med Mariborsko knjižnico in mestno knjižnico Ljubljana. Zdaj, zakaj so izmenjave v osnovi sploh pomembne? Izmenjave imajo eno dolgo in globoko umetno točko in vsebino, saj navezujejo prvič stike v stroki, spoznavamo sodelavce iz drugih krajev, vidimo, kako se delajo podobne stvari v drugih knjižnicah, kar je zmeraj dobrodošlo, saj sodobne knjižnične paradigme peljejo v smeri, ki jih moramo tudi v Sloveniji ponotranjiti, in s tem, da se srečujemo in pogovarjamo, razvijamo tudi našo strokovnost. Tako da se mi zdi, da moramo negovati takšne izmenjave tudi v prihodnje, saj bomo le tako lahko peljali knjižnični svet v Sloveniji v neke sodobne smernice in s tem poskrbeli, da bodo knjižnice res postali tisti tretji prostori mesta in kraja. Moja izmenjava je bila pred 9 leti, kjer so mi predstavili na splošno delovanje knjižnice, ni bilo orientirano na določeno področje. Kar se tiče mojega dela v naravi, ni bilo nobenih razlik dela enako kot mi. Kar mi je bilo zanimivo, je bilo to, da so že takrat imeli svojo bukvarno, v kateri prodajajo odvečne darovane knjige in pa svoje odpisane knjige. Tudi to, da že takrat so oni imeli, da so vsakodnevno odvažali nove knjige v območne enote vsakodnevno,
ostale manjše enote so pa si same tako strukturirale, da so vsaki dan besedo vražale nove knjige. Meni je takrat prišla ideja, recimo, za te poklice, ki so tako, ki izumirajo pri nas, čevljar in potem orarji. To mi je bila taka ideja, da bi se s temi povezali, pa bi imeli v knjižnici, recimo za neke otroke, da bi ti prišli pa predstavili ta poklic mlajšim, ne? Ker za te poklice se zelo malo ljudi odloča, pa izumirajo čisto, ne? To mi je bilo super. Pa tudi že izposojeno bom se takrat imeli, ne? Ravno sem Maša. Strokovne izmenjave v Mestni knjižnici Ljubljana sem se udeležila pred 4 leti. Takrat so mi pripravili program izoblikovan glede na moje želje in zanimanja. V tistem času me je zanimalo predvsem delo v mladinskih oddelkih, delo z osebami s posebnimi potrebami, financiranje Mestne knjižnice Ljubljana in pa promocija in razni dogodki tudi preko družbenih omrežij. Bila je zelo dobra izkušnja, ki jo priporočam tudi drugim, saj lahko primerjamo dobre prakse pri delu in ugotovimo, kaj bi lahko vključili tudi v naše okolje in kaj v našem okolju mogoče ne bi bilo tako dobro sprejeto. Zato zaključujem s štajerskim argom, puno je bilo vredno. Ja, torej strokovne izmenjave z Mestno knjižnico Ljubljana sem se udeležila v bistvu na 2 načina. Najprej tako, da sem obiskala Mestno knjižnico Ljubljana in sem tudi pri njih bila vključena v program, ki sem ga v bistvu predhodno nekako izpostavila. Na drug način pa sem potem pravzaprav spremljala tudi kolegici, ki sta prišli k nam in sta želeli spoznati bolj to področje uporabnikov s posebnimi potrebami. Zdaj jaz vidim prednost v tem, mogoče najbolj v tem, da nekako knjižnice pogledamo, bi rekla, preko lastnega plota, da vidimo, kaj se drugje dogaja in na kak način počnejo nekatere stvari druge knjižnice, predvsem tukaj v Mestni knjižnici Ljubljana je po meni dragoceno tudi to spoznanje, da nekako vidimo svojo knjižnico v neki zrcalni podobi. In takrat sem ugotovila, da ne delamo, bom rekla, slabo in da pravzaprav, da delamo zelo dobro, da nam morda manjka en drug vidik oziroma en drug način, ki pa ga je Mestna knjižnica izpostavlja. Ja, mislim, da je minilo ravno 10 let, ko sta midva povedo šla na to izmenjavo Mestne knjižnice Ljubljana. To je bilo v času nekako, ko smo se borili za Mariborsko knjižnico, za novo srednjo enoto. V tem obdobju smo še mislili, da bo to hitro nastala ta nova stavba. Zdaj vidite, čakamo še vedno, pa zdaj je prilogija nekako znani. To je bilo zelo dobra izkušnja, domačin je bil kolega Marjan Čpoljar. Mi smo šli skozi vse te procese, primerjali smo procese Mariborske knjižnice pa Mestne knjižnice Ljubljana. Obiskali smo tudi manjše enote, hodili smo na različne prireditve in to je bila res zelo koristna izkušnja, zato da smo na nek način zasnovali tudi naše bodoče procese, ki se bodo mogoče realizirali tudi v novi Mariborski knjižnici oziroma v srednji. Mislim, da ta primerjanja med knjižnicami da so zelo koristne. Tudi recimo, če bi se ta projekt poširil tudi na druge knjižnice, ker ta sodelovanja in primerjanja procesov dela, tudi pogoji so različni, mislim, da je zelo koristna za vse splošne knjižnice in v tem nekako vidim tudi prihodnost tega sodelovanja. Jaz sem se udeležila, oziroma sem si ogledala predvsem oddelek za razvoj in možnost. In že takrat sem bila presenečena oziroma navdušena nad tem, kako so imeli stvari urejene tudi z dokumenti, s podpornimi dokumenti. Jaz prvič slišala za tako imenovane kreativnice oziroma makerspace, ki so jih takrat šele načrtovali. Zdaj, po teh 5-6 letih smo pa si mi te kreativnice tudi že prvič ogledali. Pravi makerspace v novi enoti Polje že deluje. Kar se mi zdi še zelo pomembno, je sodelovanje z zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana. Najo je takrat
knjižnici vodi Maja Školjar, analitik v razvojni službi. In takrat smo navezali bolj pisne stike, kar je zelo koristilo, ko smo kasneje sodelovala tudi v delovni skupini za statistiko pri Združenju splošnih knjižnic. Tudi to sodelovanje in izmenjava mnenj med zaposlenimi v vseh knjižnicah dosti pripomore k temu, da lažje sodelujemo tudi na nacionalnem nivoju, saj bolje poznamo probleme enih drugih, tudi bolj v globino, da se tudi tem bolje razumemo. Zato je to navezovanje stikov z zaposlenimi v drugih knjižnicah. Jaz mislim, da je film vse povedal, zato samo za zaključek, vse kolega Marjan je že tudi omenil vse te vidike tega sodelovanja, ne tako po eni strani strokovna rast, strokovno izpopolnjevanje seveda, ne, ampak po drugi strani pa ravno to, kar je tudi kolegica Dragana omenila, da pogledamo čez planke, čez te okvire, vsakodnevne okvire, v katerih delujemo in pogledamo čeznje, torej v druge ustanove, druge knjižnice, kako delujejo, kaj lahko mi spremenimo, kaj lahko uvedemo na novo, predvsem pa to, kar pa mislim, da je res najbolj pomembno, da spoznamo kolege, ki opravljajo podobna dela kot pač mi, in to neformalno druženje ob strokovnih temah ti res pripomore, da vidiš, no, da tudi ti delaš dobro, ampak mogoče lahko se tudi kaj izboljšaš, pa na drugi strani pa tudi verjetno podobno razmišljajo. In mislim, da je to tudi dober uvod zdaj v tole matchmaking, ne, delavnico. Jaz bi si želela, da bi bilo več takšnih povezovanj, pa ne samo med osrednjimi območnimi knjižnicami. Mislim, da bi bilo tudi zelo koristno, da bi mi malo večje obiskali malo manjše knjižnice, ker tudi manjše knjižnice ste zelo, zelo napredne in marsikdaj se mi lahko kaj naučimo od vas, ne. Tako da tudi na teh nivojih bi bilo zaželeno, saj pač jaz tako vidim, da bi se povezovali. Tako da z moje strani je to. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, mislim, da bo Marjan bolj znal odgovoriti, ker je od vsega začetka zraven. Jaz sem pa zdaj malo skočila, no, ampak če ne, pa tudi lahko potem. Ja, prosim. Kakšen časovni ja, ne, to smo zvedali, da traja od 2 do 5 dni. Ampak kaj za enkrat letno potem? Ja, torej eno leto gremo mi v MKL, drugo leto pridejo oni k nam. Tako da na 2 leti, na 2 leti, cirka 2 do 3, letos je izjemoma 4 Mariborčani naj bi prišli v MKL, ker je ena kolegica nova, no pa je zdaj, ni stara mačka, no, tako kot je bilo rečeno, ampak pač iz enih drugih delovnih spoznanj naj bi pridobila, pa se bo pač priključila, načeloma pa 3, no, nekako 3 ponavadi pridejo. Potem pa se individualni program naredi, se tako kot je že Marjan omenil, ne, se pač zelo in eni in drugi potrudimo, da pač res poiščemo kolege, ki upravljajo ta sorodna dela oziroma ki znanje najbolje voditi na okoli pač kolege iz druge knjižnice. Ja. Hvala. Timo na rok pa so vprašala, ne. Problem je včasih najti pravkani. To je zadeva, ki zahteva kar neki dogovarjanje oziroma čas smo imeli prvi teden decembra, noben termin je bil takrat.
ali je to, ali je ono, ali so študenti, ali ni študentov, skratka. Zdaj, v zadnjem času je zadeva nekako povezana s tem, vsaj v Ljubljani, z knjižnica Srce mesta, tako da en dan gre na račun knjižnice Srce mesta, ostali dnevi pa so potem pač gre za strokovne debate, ki so bile pomenjevane. Tako da to je še biti to okoli teh časovnih zadev. Jaz bi na tem mestu še izkoristil priložnost, da se kolegicam in kolegom iz Mariborske knjižnice zahvalim za vse tisto, kar naredite za naše kolege, ki k vam pridejo. Hkrati bi se tudi našim kolegom zahvalil, ki pripravljajo za vaše stvari. Jaz sem potem v ta drugi fazi sem potem neče v ozadju, ampak kot sem prej rekel, kot kolovodje pa nekako brim nad celo zgodbo. Obenem velja omeniti tudi to, recimo takrat, ko smo že pred časom imeli na daljšem Erasmusu neke študentke, ene so bile iz Hrvaške, ene so bile iz Češke. Mi je bilo zelo fino se s kolegi iz Mariborske knjižnice dogovoriti za obisk pri vas. To je potem veliko lažje, zato ker let je že zdavnaj bil prebit, že leta 2013. Zdaj se pa enostavno zmeš in je lahko tudi dejansko iz danes na čez 14 dni. Podobna zgodba je bila tudi s kolegicami Hvala Goričanke, ki smo tudi na podoben način se nismo nič kaj dosti ženirali, komplicirali, enostavno sem poslal en mail, pa se dogovoril potem za enotedenski obisk, ki so ga potem teh naših študentki iz Erasmusa, da so potem en teden sta preživeli v Goriški knjižnici in je tudi za mene bila ta izkušnja zelo dragocena. Ja, hvala lepa. Enaka zahvala velja nazaj za MKL. Če ima kdo kakšno vprašanje? Ja. Ali ste bile razmišljali, da bi se še s katero drugo knjižnico na tak način povezali? Ena ali druga knjižnica? To zdaj za Mariborsko jaz trenutno ne vem. Lahko se pozanimam, a pa če Anka ve mogoče? Mislim, da ne. Zdaj, konkretnih načrtov sigurno ni bilo mogoče, da smo pač razmišljali, da bi bilo fino, ampak kaj dlje od kakšne ideje ni prišlo. Razen iz knjižnic na območju. Ja, to smo pomeni iz knjižnic na območju pri nas na obisku. To je pa bilo enodnevno. To so pa delavnice dobrih praks, ja, imamo vsako leto na območju. Ja. No, fino je, da je tak zametek že na tej ravni, kot si omenila, Anka. Zdaj, resnici naljivo tudi v Mestni knjižnici Ljubljana zaenkrat nismo malo stvari odprte, so možne. Zdaj, če in ko se bo pokazalo, da bi pa eno linijo, recimo nekega tovrstnega sodelovanja biti zelo konkretno videti, takrat bomo mogli še šli po to. Zaenkrat je zadeva bolj na spekulativni ravni, tako da nimamo nekih čist konkretnih planov, ampak puščamo pa stvari odprte, to pa definitivno je. Mogoče samo to, ampak vse to verjetno kot druge knjižnice izvajate, da pa se pa dogovarjamo, recimo zdaj ravno pred kratkim so ena skupina kolegov je šla v Novo Gorico pogledati Makerspace, ampak to so taki enodnevni obiski, pač seznanitev z nekimi dejavnostmi, ki bi jih mogoče rad uvedel, pa jih še nimaš, pa vidijo primere dobre prakse. Ampak v taki obliki, da pa gremo za več dni, pa samo zmakljali. Pa tudi naše strani. Dobro, potem pa hvala lepa.